Ja, zdaj, če ste oddajo gledali začetku, sem vam danes obljubil dve simpatične pevki, druga je že z nami v studiu, Samantha Maja, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljeni. Od junija se nismo videla, no, ni tako dolgo, ne? Ni tako dolgo. Slabih 5 mesecev. Kaj si v tem času kaj počela, poleg glasbe seveda, ne? Ja, bila sem na dopustu. Tujina? Hrvaška. Ni baš tujina, je dosti blizu, ampak ja, mi je uspelo tudi malo ven. Dosti sem bila na naši obali. Boni? Tudi Boni, ja. Zato sem se odločila tudi, nekako se, vidiš, mi nikoli, niti poleti mi ne da miru služba oziroma glasba, da sem, tukaj mi je Portorož predvsem prirasel v srcu, da sem se pol odločila snimati spot septembra v Portorožu. Točno, v Portorožu si ga. A si bila v tem hotelu tudi? Tudi v tem hotelu sem, sploh v teh verigah in res sem se toliko navezala, da sem rekla, evo, mislim, da vem, kam jaz moram iti snimati spot zdaj. So pa to hoteli z malo večjim standardom, ne? Ja, mislim, se tako mora biti tudi v videu, ne? To mora izgledati, ne? Res je, ja. Midva sva zadnji junijski oddaji predstavila ta komad, ki smo ga pač videla, sanjava, ne? Ki si ga aprila izdala, ne? In 85,000 ogledov. To je res veliko. Presenečena. Nisem gledala skozi zdaj zadnji mesec, tako da si me malo presenetila. Več kot 85,000 ogledov. Ja, sem zelo vesela. Včeraj me je ravno presenetil na radiju. Zdaj ga že nekaj časa. Med vožnjo. Ja, nekaj najlepšega, ne? Ker res, ko se voziš, pa še slučajno sem prestavljala po radijih. Potem pa na fula. Ja, in res. Se rada sem sebe poslušaš, ker jim pravijo, sem sebe pa... Ja, ma sploh, če je kak komad, ki ni najnovejši, ne? Če je kak od prej in je res dobro. Ampak ne, nisem pa šla pogledati, da je že toliko gledal. To sem pa res vesela. Pa si pričakovala, da jih bo toliko? Pričakovala. Upaš vedno na to, ne? Zdaj pričakuješ. Ne vem, se ti pravim, si sploh ne... Bolj ko pričakuješ, potem je pa manj, pa si razočaran. Tako, pa narediš neko trenje in se ponovadi to noče manifestirati. Tako da jaz dam neko željo, vidim neko vizijo, ampak pol se ne obremenjujem več in tako lepo zvem na televiziji. Zdaj, iz enih tvojih pogovorov, intervjujev sem razbral, da si med to pauzo tudi nekaj v astrologiji. Ja, itak študiram filozofijo. Zdaj pa, ko začneš v to noter poglabljati, ko ti vidiš, koliko je tle enih stvari, nasploh te okultne vede, to me je vedno zanimalo, sem se pol v bistvu tudi tega malo bolj lotila. In sem se dosti našla v tem in tudi zdaj dovolj inspiracije prihaja iz nekih spoznanj preko tega, drugače pa tako za zabavo, pa ne vem. Dobro mi je, pač vesela sem, ko to delam in to je to. Pa te prijatelji kaj zdaj nagovarjajo, da jim malo prerokuje? Vsake pol ure. Enkrat sem prav prišla domov, sem rekla mami, jaz zdaj ne mine pol ure, da nekomu ne moram to pač pogledati. Zdaj tako je, zdaj že to vsi vejo in kar hodijo meni. Ti še meni to pogledaj. Pa pol tudi imaš tisti feedback, res. Ja, ponovadi je tako. Ne, mislim, noben mi ne reče, jaz tudi rečem prej, da itak to je, pač mi smo sami odgovorni za svoje življenje in vse se odvija tako, ko se mi sami odločimo, so pa res, da noter neki potenciali in zakaj je duša sploh prišla na svet, to je pa zapisano noter. In enim ful pomaga, eni se zjočejo, rečejo, wow, koliko si to res ne vedela. Najbolj jih tako fascinira, ko povem, tu pa tu te boli, ne? Imaš probleme zdravstveni, koliko si pa to je. Ker noben mu ne zaupa, ne? Ja. Ja, dosti takih zanimivih stvari se da videti. A si pol tudi sebe preučila astrološko? Od glave do peta? Prvo sebe. Prvo sebe, zato da sploh spoznaš, kako stvar deluje, da se največ se naučiš prek sebe, ampak tu ni konca učenja, tle se je vedno nekaj novega za naučiti. To se ljudi pravi, da je astrologija, horoskop in to, da je to lari-fari, kaj pa ti meniš? Zelo odvisen. Zdaj ta marketinška zadevca, ki se je v zadnjem desetletju sploh toliko razpasla, to je pač dostikrat lari-fari, ker se gre za nek zaslužek, jaz pravim karkoli na ta način, da res, da se manipulira z ljudmi, ni v redu in tega je veliko, tega je res veliko. Izkoriščanje, ne? Ja, izkoriščanje, to res ni v redu. Astrologijo nasploh in proučevanje planetov je pa bilo že včasih v šolskem sistemu dosti bolj pomembno in so že takrat devali veliko poudarka na to, torej nekaj na tem je. Ampak se je pač porazgubili in jaz niti ne obadam s tem.
da čim komu zdaj tle pridigati, a je to ali ni to, ampak pač delam, ker me veseli in to je to. Super. Si imela zdaj od junija do danes tudi kaj nastopov, recimo, si kje bila? Ne. Zatiše, ne? Pauzico imam. Ni to, da je zatiše, ampak je namerna pauzica. Namerna? Ja. Ker smo menjali člane benda, ker smo čisto v novi sestavi, ker delamo na čisto drugačen način trenutno. In se je treba potem... In se je treba pripraviti, vadimo pridno, po cele dneve si, tako nedelje si vzamemo, no. In dokler se ne počutim res stabilno, da smo mi se dobro upeljali, pa drugo, da dobro zveni, sem kaj rekla, bodimo mi na eni pauzici do takrat in tako je. Kako si pa dobila mnoga člana, audicija, poznanstvo, veze? Poznanstva, ja. Mislim, itak se skozi v glasbenih krogih sem pač torej prisotna in slišiš za nekoga. Ja, on je pa pri unem bendu, pa išče zdaj, pa bi tam, okej. Pol do tudi sam interes pokaže, meni bi bilo ful dobro, da sem s tabo v bendu, okej, bomo tudi to rešili. In pol se to nekako sestavi in zdaj sem res zadovoljna, kako stvari stojijo in kmalu boste. Po mojem boste kmalu že kaj slišali. Super, se veselimo. Ok, preden gremo k glasbi, tudi ti glasbeni kviz, če si jih prej poslušala, se ni šlo z Tino Turner, nažalost nič točk. Sedaj ti loviš Ano Golavšek, 5 točk. 3 vprašanja, želim 3 odgovore, natančne. Dobro. Madonna. Madonna je tvoja izpeljanka, ne? Ok, za začetek eno res lahko vprašanje. Koliko je stara Madonna? Hočem točen odgovor. Točen. Ja. Ne rabim datum, ampak samo letnico. Mislim. Se ne vem točno. Ona še tako dobro izgleda za svoje leta. Res je, ja. Se tudi ti, recimo 81 in ne bi nikoli dala verjetno, ne? Mogoče bi jo zdaj videli, mogoče po slikah. Zdaj se ne vem, sem se nekje ustavila že v času, ali je že ona face preko te številke, ali se meni sam še zdi, da je ona še vedno tam. Ne vem, da je nekje 53. To je zadnji govor. Ja. 53, premalj si rekla. 60, 63 ali 65, se pravi manj kot 60 pa ni, ne? Torej sem vse neko času ustavila, nekaj ona bila 53. Pa koliko bi ona bila? Pa rečemo pol 60. Ne bi jaz ni več, da? 63. 63, je. Za 10 sem se zmotila. Čist malo, ne? Ja. Ok. Drugo vprašanje je malo težje. Koliko studijskih albumov je, ne album, ampak studijskih albumov je izdala Madonna do sedaj? Tega tudi mora biti veliko. Nekaj jih je. Ni zdaj grozna številka. Imela tudi veliko turnej, ne? Tako kot Tina, ne? 11 albumov, ampak koncertirala je od 40 leta, recimo 30 let nekje. Veliko turnej. Šok je to dobro, vedno sem nekaj noge naučila. Ja, za drugi čačete, ja. Ampak to bom zdaj tudi tako, ne vem, 8. 8. Premalj si rekla? Spet. Ja, 10, 14 ali 20. Zlata sredina 14. 14, zadnji govor. Ja. 1 točka, čestitam. To? Na lestvici si, ne? Sicer od spodaj, ampak lestvica je, ne? Ok, v redu. Sedaj pa za 3 točke, upam, da dobim pravi odgovor. In sicer oziroma takrat te vprašal. Evita je bila njen film, kjer je nastopala in pela. Za njega dobila tudi Zlati globus. Zanima pa, kdaj je to bilo? Da je dobila... Zlati globus v Eviti. Zakaj pa si mi dal to težko vprašanje ti? Za 3 točke. So bila jaz tedi že živa, ali ne? Oh moj bog. Ali lahko dobim 3 možnosti? Prvo boš na blef. Ne moram na blef. Ja. Rečem 2000. 2000? Ja. Blizu. Ja. 94, 96 ali 98. Torej, nisem še bila živa. Ok. Ja. 98. 6. Danes me je sreča zapustila. Ja. Ampak 1 točka, premagala si Sijo. Wow, z 1 točko. Z 1 točko. Le, ampak vem 3 nove stvari. Veš 3 nove stvari. Tu je zmaga. Te bom vprašal naslednjič, ko boš prišla te 3 podatke, in če si jih bo zapomnila. Ali pa od Sije, ne? Če si jo poslušala, boš tudi to mogla vedeti. Zmenjeno. Ali pa če si pred oddajo pogledaš malo kakšno oddajo, ne? Včasih se kakšna zadeva ponovi.
Ok, gremo midva zdaj na tet nov komad, ki ga bomo malo videli. Zelo zanimiv naslov je, Kar si želiš. To je tak lušen naslov. Ja. Ok, kaj je pa to mišljeno, recimo, kar si želiš? Rekla sem si, da si želim izdati zdaj en ljubezenski komad, kvazi ljubezenski komad. Zakaj pa ne? Ja. Zakaj pa ne? In zdaj to je pri meni tako. Jaz res ne maram pisati osladna besedila. Mislim, na tak način, da je res, ne vem, da je tako že velikrat slišano, pa velikrat zapeto. In pa tudi sama ne vem, če imam zdaj trenutno ta vidik, kako točno, mislim, točno tako. In sem rekla, ok, iz katerega zornega kota pa bi ti lahko recimo ljubezensko pesem napisala. In sem se nekako spomnila tega, da grem iskat tiste neke dvome v sebi ali pa nekaj, kar vidim, da je pri drugih, kar mi mogoče ni najbolj všeč in pri sebi seveda. Tako da sem iskala neke probleme v bistvu v ljubezni in sem jih olepšala in dala v komad. Zdaj govorim, ko pa enkrat bom tvoja, bom vse, kar si želiš, ne. Če boš ti hotel, da sem jaz tebi duša in ti si kupit, ok, bom to, kar si želiš. In pol v videospotu nakazujem na to, da delam torej mafijske posle, zato da krijem tega mojega fanta, ne. Torej sem pač vse, kar si ti želiš in jaz tebi ne bom rekla. 3 so not, ne? Ja, tako. Ne, ampak ta glavn je na koncu v avtu, ne. Tisti je kao moj fant. Aha, ti se pa te glavn. Ja, tisti prej je bila pa mafija. In ja, nekako izhajam iz tega, da se v ljubezni ali pa nasploh v nekih odnosih radi začnemo prilagajati. In hitro kar povzamemo osebnost tiste druge osebe. Ok, če je on tako rekel, pa zdaj jaz tudi tako mislim. Veliko punc vidim, da se spremeni na ta način. Tudi sama moram priznati, sem marsikdaj padla pod vpliv in sem iz tega pisala, da v bistvu skoraj malo cinično tako. Ja, bom vse, kar si ti želiš, čeprav nočem, da je tako. Hočem vseeno ostati svoja oseba in nek nauk sem hotela iz tega v bistvu vzeti in tudi predati. Ti je uspelo? Ne vem. Ne vem, kako je. Po ogledih sodeč ti je, ne? En mesec je spot že na omrežju YouTube, 20 000. Ok, 20 000. V enem mesecu, ne? Dobro, nice. Če zdaj računamo, če je tam od aprila, ne? Ja. Ta bi potem moral imeti še več, ne? Tako, upam. Ambient si fajn izbrali, tako si že rekla, ne? Veliko teme, hotel. To je meni res všeč spet, ne? Sploh, ker sem iskala iz zornega kota nekega strahu oziroma dvoma. Torej, to jaz vidim kot temno in pa kot elegantno. In sem želela, da to izpade vsem ne kot neka, ne vem, posesija ali kakorkoli na tak način, ampak da je elegantno to izpeljano. Jaz sem vse, kar si ti želiš, ampak tako na zelo elegantni način. Vam je uspelo vse v enem dnevu vse posnet, ali ste rabili več? 2 dni. 2 dni? 2 dni smo snemali, ja. Predvsem zaradi sprememb lokacij, ker iti v Portorož iz Celja, pa nazaj, pa tam biti, pa pol smo še v Izolo šli snemati, ok, to je en dan. Drug dan smo pa snemali pol v Celju. Tako da v bistvu ljudje sploh ne vidijo tega preklopa, ampak je iz Portoroža v Celje, tako je sneman. Super. In to smo rabili 2 dni, ja. Aha. Verjetno je bilo naporno, ne? Pa ni naporno, če so dobri ljudje okoli, pa če vsi vemo, kaj delamo. Ekipa je, vidim, da spet ista, nič nisi spreminjala. Ne, ne spremeniš. Utečenega konja se ne menja, ne? Tako isto. Že drugič slišim, ja. Ja, se pravim, če kaj zadeva špila, zakaj bi potem tudi menjavala, ne? Absolutno. Tudi Kevina si v spotu uporabila tudi noter, ne? Ja, to je bila tudi štos, ne? Ni bilo, mislim, prostovoljno, ni se bunil, ampak jaz sem rekla, da pač rabim eno vlogo in da se mi bi ful dobro zdelo, da je soavtor, da je soavtor noti, pa šel, jaz sem rekla, ti mi izgledaš kaj ena mafija. In on tako, no okej, veš, ne, ampak res, ti mi pašeš tle not v ta kontekst. In je bil ful za, no. Sem mislila, da se bo kaj več bunil, pa me kar pasal, pa mislim, da se bo imel. Morda še kakšni drugi vlogi, ne? Ja, bomo videli. Leto še je kak plan za kak, ali je v bistvu zaenkrat to? Že delamo novo zadevco. Kdaj bo kaj odzuni? Po moje začetek naslednjega leta zdaj. Ne upam si reči točne datume. Ljubezensko? Januar, februar, recimo. Imela sem plan
narediti eno malo turnejico tudi. Aha. Bomo videli sicer, kako se bo zdaj to izpeljalo. Ja. Če bo šlo skozi. Če ne bo, ok, naslednje leto, če ne pa, bo že pa tudi konc leta, ja. Okay, v to smer. Prijava za EMA je dana? Ni. Ni, to me vsi sprašujejo. Ma ne, ko bo res... Lahko pa bi počasno. Ko se bojo res vse zvezde poklople, takrat bom šla, ampak... Čeprav za zgubiti nimaš kaj, ne? Imam, na faksu sem. Aha. To bi mi pol ful časa vzeli. Pa tako, jaz rada grem, stabilno hodim po stopničkah, tako da gremo prvo to pospraviti, pa pol na drugo, pa tretjo, pa tako naprej. Vse imam čas, se sem mlada. Zdaj tudi varianta EMA Fresh, če poznaš, tam se da, ja, recimo, sem to, pa tak nisem, ne morem zraven. Aha, tam pa ne moraš. Ampak tudi ne. Ja, preveč, tam je umitev, koliko komado si že izdal, pa ne vem, kaj vse. Ja, enega sam, ali ne vem. Čeprav tudi to je tako. Super, no zdaj mislim, da smo vse povedala. Hvala, da si bila del naše družbe. Hvala tebi da si predstavila nov aktualni videospot, ki si ga bomo zdaj tudi pogledala. Za konec pa še nekaj za naše gledalce in gledalke, potem pa gremo na spot. Dobro. Hvala lepa, ker ste gledali, ker ste spremljali. Se vidimo kmalu. Zopet upam, da bo pesem, ki jo boste zdaj slišali, vse, kar si želite slišati trenutno. Čau.